kanonski postopek je pa kar hitro stekel in potem leta 2005 so že začeli zbirati vse te podatke, pričevanja, ker se vemo, da za svetnike zmeraj treba čim več prič, ne? Da je res se potrdi pač o nekom, da je res svetnik, ker ne moš kar reči, ja, zame je lahko gospod Edvard svetnik, pa to še ne pomeni, da ga cerkev prizna. Ne, sicer pa se vsi trudimo za to, da bi svetniki. No in o škofu Gnidovcu sta res eni taki dve debeli knjigi teh pričevanj, pa ker treba dve stvari, ne, za svetnika. Recimo, če je mučenec, potrebuje samo pač, da je res pretrpel pač mučeniško smrt in že lahko postane blažen, tako je recimo Lojze Grozde. Za škofa Gnidovca pa je potreben čudež, ne? In čudež je, zdaj se malo ustavil ta postopek zaradi čudeža, je pa že dosegel škof Gnidovc naslov častitljivi božji služabnik. To pomeni, da je res herojsko živel krščansko življenje, se pravi z vsemi tistimi vrednotami, ki priporočajo svetniku. No, kar se pa tiče čudeža, je pa ena gospa, mislim, da je bilo leta 83, zbolela za pljučnim rakom. Ona je bila zelo pobožna, njen mož pa niti ne. In ko je bilo že tako hudo, pač rekli, da bo umrla še en teden, pa je konc, je njen mož šel k tem usmiljenkam, sestram in so skupaj opravljali 9-dnevenco. Imeli so pri sebi njegovo solidejo, tisto vijolično kapico, in so na priprošnjo škofa Gnidovca molili. In je bilo res že tako, bolj ko je šlo ta 9-dnevenca pred koncem, bolj je bila gospa Boga in umrla, ne. Zdravniki so rekli, sem še toliko jo ohranimo pri življenju, da ne trpi. In zadnjo noč tiste 9-dnevence je gospa, jo je čist pač napihnil, jaz ne vem zdaj, kako izgleda. V glavnem so rekli, nocojšnjo noč bo pa najbrž umrla. In opravili so 9-dnevenca, mož je čist se spremenil in tako. In kar zjutraj gospa se zbudila in kar v redu. In po enem letu ni bilo nobenega znaka, da je imela ona kakršenkoli, ne vem, kakšno bolezen, pljučnega raka pa sploh ne. In ta čudež je zdaj v Rimu, kjer se preučuje, ampak tu se veste, kako je, ne moreš kar, za nas je tu že čudež, ne vem, meni Gnidovc, ne vem, vsak dan kakšen čudež malo, ne, ta v žep ali pa, ne, če kaj rabiš, pa malo poskočno pomoč ali pa pocukamo za rokama. Ampak tu so taki čudeži osebni, ne, da pa res cerkev prizna, je pa treba res vsa tista strokovna mnenja. In se je nekaj zalomilo pri diagnozi. Se pravi, niso bili povsem prepričani takrat, preden je, pač ko je bila gospa še bolna, ali je bil res pljučni rak ali ne. In zaradi tega je zdaj postopek ustavljen, se pravi, je treba dobiti še dodatno mnenje. In to pa pač traja, ne, ker nisem škof Gnidovc v postopku, ampak je ogromno ljudi, ne, oziroma svetniških kandidatov. Tako da zdaj, ja, molimo vsak dan v cerkvi pred mašo za njegovo beatifikacijo. Bomo tudi bolj skupaj po maši zmolili, če ste zdaj bomo dali podobce, pa zdaj piše. Ja, velik svetnik je in ko smo snemali lansko leto jeseni dokumentarc o škofu Gnidovcu, kot poslušaš kakšne pričevanja tam v Makedoniji, v enih hribih, je ena muslimanka rekla, pač ena tetka tam mejhna, vsa sključena, pač vidiš, da trpi v življenju, da skusam dela. In jo vprašam, če slučajno pozna kakšnega katolika, ne, duhovnika katoli. Je rekla, ja, bil je tukaj pred, ne vem, koliko je bilo, ali, v glavnem, pred tolikimi leti je bil en suh in svet mož, je rekla. In ta škof je bil nekaj res posebenega. Je to rekla muslimanka, ne. Potem smo pa bili še v spominski hiši Blažene matere Terezije, je pa tista vodička razlagala, kako je njen oče v škofu videl en tak lik duhovnika in se v njem spreobrnil in
pač govorila, kako je škof imel v žepih kamne ali pa v ruzaku kamne, zato da mu je bilo težje. Da je pač delal po koru ali pa v čevljih imel kamne, zato da ga je pikalo. Ne. No, potem smo šli pa še nazaj v Medžugorje, pač v Makedonije gor. In tam v eni trgovinci, tisti, ki ste že bili, veste, tam je en tak graben, ne vem, če kdaj tam voda teče. V glavnem, tam v eni trgovinci je pa en gospod Charlie in njegov oče je vozil škofa Gnidovca. In je to tako čudovito pričevanje, da si rečeš, vsi poznajo škofa Gnidovca po Makedoniji, po Bosni, pa ne vem, kje še vse. Pri nas pa komaj kje vemo, da je to svetniški kandidat. Ne? In zakaj je on svetnik? On ni svetnik zato, ker je, ne vem, kakšne grozne čudeže delal. Ne, on je bil pobožen, pa molil je pa Jezusovemu rad. In tu so ljudje v njem videli. In manjka, se mi zdi, takih duhovnikov, ki bi imeli predvsem in na prvem mestu radi Jezusa. Si verjetno tele župnik. Ja, tam ne gospod. Tam ne en, če po stran gleda, tako. Upali je že ta prav, če po stran gleda. Ja. Rešuje. Ja. No sej, vsi se trudimo, ne, vsak po svoje, vsak na svojem področju in vsak, ne. Vsi smo poklicani za svetost, tako je. Škof Gnidovec je pač videl v svojem življenju res tako svetniško pot, čeprav on se ni delal svetnika, on je svojega brata Karla, ki ste ga spoznali danes v Žužemberg, ne, mislim, slišali o njem, ga je zmeraj kregal, da je preveč razkošno živi, da ima prevelik faruš, da je, v glavnem, da je preveč gospod. Ne, in to njemu ni bilo tako všeč, ne, ker pač s takim človekom je bilo zelo težko delati, saj kakor so bila pričevanja duhovnikov, ne. En župnik, ki je prišel škof tam v Makedoniji na faro, ga je z revolverjem nagnal, ne. Ker mu je škof pač povedal, da je tega pa nedelje, ne bod pijan, se pa karkoli. In on je, ne, in ga je z revolverjem. V glavnem nimo kakšne pastoralnih uspehov ni imel škof Gnidovec. Na nobenem področju, ne z duhovniki, ne z bogoslovci. Prav se je kakršnokoli duhovnike. In največ je dobil taki, ki so bili ali pijanci ali pa ženskari. V glavnem, same težave ja, in mislim, da tukaj je precej, ne rečem, sorodnikov škofa Gnidovca, ne, se pravi, Brane Čakov, Brane Čakin in potem še dalje. In včasih se res kar pozna takole, ko se s kom pogovarjaš, en kanček tega preprostosti, no. In škof Gnidovec je bil gotovo na prvem mestu preprost. Pa ne tisto, da mu je vse dobro, sploh ne je bil zelo zahteven, najprej do sebe, pa do drugih, ampak biti preprost v življenju, ne. To je tisti lik, ki nas zdaj mogli nagovarja, da ni treba vse najbolj moderno. Še kaj tazga? Ja, jaz bi rekla, da en pastoralni uspeh je pa imel, ker je njegovo idejo Terezija iz Kalkute naprej živela. To pa največji uspeh. Ja. To pa gotovo, ja, o tem sem prej mislil, pa sem pa šel na druge. Ja, on je Agnes Bojenji je prosila škofa, ne, da bi Gnidovca, da bi šla rada v misijone in on je res zanjo opravil svetomašo, pa je dal misijonski križ, pa je rekel, bodite vsa njegova, samo Jezusa imejte rada. In to je zdajšnjo blaženo Terezijo iz Kalkute tako zelo prevzelo, da je pač, ne vem, postala svetnica priznana, ne, pred vesoljno cerkvijo. In ja, gotovo je to največji pastoralni uspeh škofa Gnidovca, čeprav si on tega niti ni zavedal, ne, kako je bilo pozneje. Je pa on, ja, tisti, ki jo je brcnil, pa rekel, pej za Jezusa.